Čau, fol, kako ste? Alenka tukaj. Glasovali ste za video na mojem Instagramu. Še vedno me sprašujete, kje se glasuje, ker je razumljivo, ker skozi dobivam nove nekak sledilce. Ampak, ko prijete na moj Instagram in ko me vedno vsi vprašajo, kje pa zdaj glasujem, pač ni non-stop glasovanje gor, ampak ko je, kad dam na story in ponovno zbirate med 2 ali pa 4 izbirami približno, ko se meni že itak zdijo cool in nekako lahko glasujete za svojo stvar. Ampak v tem primeru zdaj je tako na polno zmagal Disney, tako res. Čudna hrana po svetu ni imela za burek proti Disneyju v tem primeru, tako da... A se je ven tudi daj zdelo, da teorije zarote ta beseda, ta fraza, tu zveni totalno misteriozno in kar malo srhljiva in tako, kada zlagala v resnici neko kruto resnico, za katero mi ne vemo, ampak v bistvu je teorija zarote preprosto samo pomeni totalno obratna razlaga nečesa, v kar si verjel oziroma kar je nekje predstavljeno. Gremo kar na prvi primer, ki je tak mehen krajši, ampak dolgo časa je nasploh za Disneyjeve glavne junake oziroma glavne protagoniste veljalo, da niso imeli mamice. Pač na neki način je prišlo tega, da jo niso imeli in ena redkih izjem v tem primeru je Bambi. Temu je bilo pa tako zaradi tega, ker je tudi v bistvu v Waltu Disneyju umrla mami in v bistvu je bil Bambi zadnja risanka, katero je naredil pred tem dogodkom, potem pa pač mamice načeloma ne nastopajo več. Drugič, a veste, tako rečemo za Marvelove filme, da so iz istega univerza, to pomeni basically, da živijo v istem prostoru, ni nujno tudi času, ampak to pomeni, da se lahko med sabo načeloma srečujejo, tako kot so vsi v Avengerji na kupu, ker pač vsi obstajajo v istem času in prostoru. Kar se pa tiče tukaj določenih Disneyjevih risank, se pa tudi to dogaja, tako da v bistvu tukaj v tem primeru na drugi točki povezujemo skupaj malo morsko deklico Arijo in pa Petra Pana. Zakaj? Ker naj bi v bistvu Captain Hook, ki nastopa torej v Petru Panu, kapitan Kljuka, naj bi ubil v bistvu mami od Arije. In logika pri tem je tudi, da potem Triton, oče od Arije, sovraži ljudi nasploh in se jih boji na nek način, jih prezira, s tem, da Captain Hook, kapitan Kljuka, je pa sovražil podvodni svet oziroma morske deklice. Pa tudi, ko vidimo Petra Pana, ko ga tam na skali pričakajo tiste 3 morske deklice, so ga ful vesele, so pač prijatelji, ampak je pa ena izmed njih noro podobna Arijini mami, lahko bi bila njena mama. In tukaj je rečeno po tej teoriji zarote, da naj bi Captain Hook v bistvu ubil njo. Tretjič, zdaj če ostanemo v tem duhu Same Universe eventov, pridemo lahko tudi do tega, kar verjetno ste že vsi videli, pač Tangle, torej Zlatolaska, da je v istem univerzu kot pa Anna in Elsa iz Frozen. Zakaj? Zato, ker jo preprosto dejansko vidimo zraven in to je ena stvar, ki je potrjena, to, da je to ček. Zdaj pa mind-blowing teorija pri tem je to, da sta starša Anne in Else, ki kot vemo umreta, v bistvu nista umrla in sta obenem tudi starša koga? Tarzana. Kako? Pač preprosto, če malo pomisliš, je to simpel in naj bi brodolomirala, torej naj bi se rešila potem, ko se je ladja potopila oziroma naj bi jih naplavili na nek otok tam in to naj bi bil potem ta otok, kjer bi spočela otroka dojenčka Tarzana, potem pa naj bi jih ubile, raztrgale zveri, kar je creepy, ampak ok. In potem dobimo Tarzana. Tarzan pa je potem z Jane. In v bistvu tukaj pridemo na 4. teorijo, kjer naj bi bila Jane daljna potomka Belle in zveri, torej lepotica in zver, torej njun otrok. Zakaj? Prvo kot prvo sta si noro podobni, Belle in pa Jane. Druga stvar pa je, da dejansko v enem delu Tarzana vidimo isto šalčko in čipa zraven, tukaj na slik vidite, in potem jim po istih barvah oblačila in po nekih podobnostih isti barvi las sklepamo, da sta one dve nekako potomke, torej da je Jane kot, ne vem, hčerka oziroma vnukinja Belle ohranila to šalčko čipa in čeprav to bi bilo skoraj nemogoče glede na to, da so se oni nazaj spremenili v služinčat. Evo, to sem zdaj pomislila, tako da ta teorija večkrat visi v zraku.
Petič, upam, da ne štejem spet kaj narobe, ta je čisto kratka, ampak Alice in Wonderland oziroma Alice v čudežni deželi naj bi bila preprosto podoba tega, kako naj bi izgledalo, ko gre enkrat človek na trip s z gobicami, s katerimi haluciniraš, in to naj bi bil ta njen trip, ker pač živali in rastline govorijo in svet je velik ali pa majhen, v glavnem malo ti dogaja in children on the drugs. Je samo teorija zarote. Šestič, ta se meni spet zdi čisto posebno možna, ker navsezadnje Gothel iz Tangled, torej mama Gothel iz Zlatolaske, ki v bistvu ni sploh njena mama, in pa Evil Queen iz Trnuljčice, sta ista oseba. Zaradi tega, ker ima ta bodalo oziroma tisto mini sabljico, mini nož, ta dagger, ki zgleda identičen prvo kot prvo. Drugo pa zaradi tega, ker sta si basically podobni, zelo, sploh ni vidnih razlik in obe sta nori na to, da bi ostali večno mladi, tako da, why not? Ok, in še Aladin. Teorija zarote v Aladinu govori o tem, da naj bi se to ne dogajalo v daljni preteklosti, ampak v daljni prihodnosti. Zakaj? Zato, ker Džini, ta, ki je v svetilki, ki jo podrgneš, ko pride ven, pove, da je bil noter 10.000 let. To lahko ne bi pomenilo nič, če ne bi on dejansko ponašal Arnolda Schwarzeneggerja iz Terminatorja in pa Jacka, njega v glavnem. Njiju ponaša, ker sta novodobna igralca in jih poznate. To je ena stvar. Ta teorija govori o tem, da ne bi se Aladin dogajal v letu 10.300, medtem ko je druga teorija, ki govori o tem, da se dogaja v preteklosti, to pa zaradi tega, ker v bistvu v Beauty and the Beast Belle bere knjigo, ki jo v bistvu na hitro opiše in opiše jo na ta način, da govori v bistvu o Aladinu. Potem še tretja teorija povezana z Aladinom je pa to, da trgovec, ki ga vidimo takoj na začetku, v bistvu želi na vsak način prodati tisto odejo, ki ima pred sabo preprogo. In on si potem namisli celo to zgodbo, katera se odvija v Aladinu, da bi potem lažje in hitreje prodal to preprogo. Gremo nazaj na Petra Pana, na The Lost Boys, kako bi rekla, izgubljene fantke. To so tisti fantki oblečeni v živali, ki so v bistvu se ne starajo, so zavedno otroci in živijo v Neverlandu oziroma v deželi nikjer nikoli. Zanimivo, da dejansko znam obojne izraze, medtem ko pri Harryju Potterju se kar obtočim v angleških izrazih, ampak ok. V tem primeru naj bi bil Peter Pan angel smrti, Death Angel. V enih primerih naj bi bilo rečeno, da je samo Death Angel, ki jih vodi v posmrtno življenje, torej v Neverland. Druga stvar je dejansko, da naj bi on ubil, ker je angel smrti in naj bi bil potem ta njihov vodja, tako kot ga oni tudi smatrajo. V glavnem, da je mečka kruta. Naslednja zdaj je pa sploh žalostna, ker mi predvsem ta risanka res pri srcu, ki je to cute. Risanka Up. Sploh ne vem, ko je slovenščina, je gor. Sploh ne vem, ko je ta risanka v slovenščini. Kdo ve prevod? Glavni igralec je ta Karel, najprej vidimo celo njegovo življenjsko zgodbo, kako se zaljubita s svojo ženo, ampak potem mu jo čas vzame, pač umre in ostane sam in pri 78 letih se on odloči, da bo pa zdaj celo njuno življenjsko poslanstvo izvedel v zadnjih letih svojega življenja in ker naveže te balone na hišo in pač odleti. Ampak teorija zarote govori o tem, da nič od tega ni res, ker naj bi on tik preden bi to dejansko storil, ker bi začel razmišljati o tem, bi v bistvu umrl v spanju tisto noč in bi vse to potem bilo samo tisti zadnji trenutki, ki se ti kao odvije film nečesa preden umreš, to je ena opcija. Druga opcija pa je, da naj bi bil ves ta potovanje v bistvu njegova pot v nebesa in da bi potem, ko bi prišel do konca, do cilja, v bistvu prišel v nebesa, tako da... Frozen, Zlatolaska, Mala morska deklica in Tarzan, te 4 risanke naj bi bile vse povezane v eno veliko celoto. Torej, Zlatolaska naj bi bila sestrična od Ane in Elze, to je tudi razlaga, zakaj naj bi Zlatolaska skupaj s Flynnom prišla na coronation oziroma kronanje kraljice Else. In to je tudi razlaga, zakaj sta takrat starša od Ane in Elze sploh zapustila kraljestvo in sta šla z ladjo. Takrat naj bi ona dejansko šla na
Rapunzel, Zlatolaskino poroko. To je tudi ta ladja, na kateri sta bila ona dva, katero naj bi videla Ariela, mala morska deklica, takoj na začetku risanke, filma. In pa potem, kot sem že povedala, naj bi te dva starša preživela, ker jih naj bi naplavilo na bližnji otok, imela naj bi sina Tarzana. Tarzan bi bil potem Kopitu spet bratranec od Zlatolaske in pa brat od Ane in Elze. In kot sem že povedala, Jane, ki je potem skupaj s Tarzanom, naj bi bila pa potomka lepotice in zveri, tako da tukaj dodamo še eno, že res velika ekstenzija, ampak lahko si sami predstavljate, ali vam je to všeč ali ne, ali vam je butas. Mislim, da te teorije itak niso nekako potrjene, so pa zanimive. Če bi vam bil ta video ful všeč, brez problema naredimo še drugi del, ker veliko teorij nisem povedala, predvsem v risankah, ki jih nisem velikokrat gledala. Tako da ja, Disney awesome. Ampak danes je dejansko čas za Game of Thrones, ki se končuje zdajle sezona in sem živčna. Ful se bojim kakšne spoilerje videti, tako da moram čim prej gledati, ko ta video zeditiram. Tako da pridni bote, radi se imejte, se vidimo naslednjič. Aj, čau!